Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Lep dober dan vsem skupaj prisotnim, še najbolj vam, gospod predsedujoči, pa seveda minister za obrambo. V Sloveniji imamo profesionalno vojsko. Obramba države je tudi ustavna materija, ki sicer v 123. in 124. členu Ustave Republike Slovenije. Naša država je tudi članica Zveze NATO. V 90. členu Ustave je določeno, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o ratifikacijah mednarodnih pogodb. To je le nekaj nespornih dejstev, ki jih je treba upoštevati pri tovrstnem vprašanju. Vsa ostala dejstva so dejstva, ki to niso, temveč gre zgolj za uresničevanje politične agende določenih političnih opcij. Leta 2013 ste spremenili ustavo ravno v tem delu, kjer je določeno, o katerih zadevah referenduma ni moč razpisati. V tistem času naše stranke, se pravi nacionalne stranke, ni bilo v parlamentu. Prav tako je tudi Slovenska nacionalna stranka ostro nasprotovala vstopu v NATO in je to stališče tudi zagovarjala na posvetovalnem referendumu o vstopu v Zveze NATO. Ne vem, kaj se leta 2022 pričakuje od tega leta od trenutnega sklica Državnega zbora. Kot sem že navedel, so dejstva eno, apetiti pa očitno popolnoma drugi. Dejstvo je tudi to, da je Ministrstvo za obrambo začelo intenzivnejše aktivnosti za izvedbo projekta nabave 8x8 že v letu 2017. Tudi takrat je Slovenske nacionalne stranke ni bilo v sestavi parlamenta. Cilj programa Boxer je silam držav udeleženk programa zagotoviti ta vozila ter jim tako omogočiti opravljanje nalog, transporta, podpore, bojevanja za potrebe samih držav in delovanje v okviru zavezništva. Prav tako sprejeta resolucija na področju obrambe predvideva opremljanje Slovenske vojske z bojnimi kolesnimi vozili 8x8 kot temeljno platformo za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine. Žal imamo obveznosti do Zveze NATO in s to odločitvijo izpolnjujemo svoje obveznosti. Kdo bi si lani mislil, da bodo razmere na ukrajinski meji eskalirale do te točke, kjer so danes. Zelo problematične so tudi razmere v Bosni in Hercegovini. Geopolitično se situacija lahko zelo hitro spremeni v nekaj mesecih ali še prej. Zato je nemogoče predvideti, kakšna bo situacija v prihodnjih letih. Prav je, da imamo profesionalno vojsko, ki bo sposobna izpolnjevati svoje poslanstvo. Bolj kot oprema pa nas skrbi človeški faktor, saj menimo, da je veliko vprašanje, če imamo zaposlenih toliko vojakov, ki bodo lahko upravljali vso to opremo, vso to silno tehniko. Tukaj pa je resničen problem, o katerem bi se morali pogovarjati. Levo opcijo, ki argumentira, da ne bo denarja za zdravstvo, za socialo, za šolstvo, bi pa lepo prosil, da preneha z neresnicami oziroma z nakladanjem. Dejstva so ta, ki sem jih navedel, kakor tudi to, da se je prav v področje zdravstva, šolstva in sociale v zadnjih 2 letih nateklo največ denarja in so bili ti sektorji privilegirani. Seveda o učinkih v teh sektorjih pa bi se dalo pogovarjati. Spremenilo se pa pod levo opcijo ni nič, celo nazadovalo in le ugibam, le v katerem interesu. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa.